Lepo pozdravljeni v Osrednji knjižnici Celje. Knjižnica je leta 1994 na široko odprla vrata starejšim članom in tudi drugim obiskovalcem, ki so se združili v domoznanskem krožku na pobudo profesor Božene Orožnove. Iz 20 prvih članov je univerza do sedaj narasla na preko 700 aktivnih članov, v univerzo pa se je vpisalo, lahko rečemo, okrog 1700 starejših, ki so iskali določena znanja, bodisi za krajše obdobje, nekateri pa so člani tudi že vsa leta. Starejši se združujejo preko 30 izobraževalnih programov, zaradi velikega zanimanja za določene programe pa je zaradi tega več kot 50 skupin. To je predvsem pri tujih jezikih in pri umetnostni zgodovini, pri ročnih delih. Programi so iz različnih področij, od ustvarjalnosti do učenja jezikov, spoznavanja okolja, širšega in bližnjega. Člani z svojim obiskom potrjujejo, da delamo dobro, da so programi pisani njim na kožo in da z njimi zadovoljijo svoje izobraževalne potrebe in tudi potrebe po druženju, kar se je izkazalo še posebej letos, ko je korona nasilno prekinila stike v živo in smo želeli izobraževanja organizirati nadaljavo. V nekaterih skupinah je to uspelo, pri drugih ne. Univerza za tretje življenjsko obdobje vključuje tako potrebe starejših po izobraževanju, kakor tudi po socialni vključenosti in aktivnem staranju. Naše delo je bilo v javnosti doslej zelo dobro sprejeto in priznano. Ob 10-letnici delovanja smo izdali prvo knjigico Človek živi, dokler se uči, ki je tudi naše načelo. Prejeli smo bronasti celjski grb Mestne občine Celje. Ob 20. obletnici smo izdali zbornik Drugih 10 let UTVO. Čeprav smo v prvem dejali, da bo naša maskota pri 20. vozila avto, smo se odločili za drugačno obliko. Kljub epidemiji COVID zremo v prihodnost optimistično, čeprav smo letos izobraževanje morali prekiniti pred koncem šolskega leta, zremo z optimizmom v prihodnost. V prihodnem letu bo vodenje univerze prevzela tudi mlajša kolegica, jaz se poslavljam in predajam besedo Martini Prezelj. Hvala. Počitnice so se že poslovile in pred nami je novo študijsko leto. Kot je omenila že Slavica, bo nekoliko drugačno, posebno, nenazadnje se tudi zato danes spoznavamo preko videoposnetka, ampak smo prepričani, da ne bo zato nič manj pestro in zanimivo, kot so bila dosedanja, čeravno bo v nekoliko drugačni obliki. Študijski krožki bodo tudi zato, da zadovoljimo družabnosti, potekali znotraj knjižničnih zidov, se pravi, se bomo še zmeraj srečevali v živo, res pa, da z nekaterimi veljavnimi omejitvami za preprečitev širjenja koronavirusa. K opisu vas vabimo od 1. do 18. septembra, tukaj v prvo nadstropje knjižnice. Članarina za aktivne člane je 10 evrov, za vse ostale 15 evrov. Z opisom si pridobite pravico do vključitve v izobraževalne programe in obveščanja o dejavnostih. Za nekatere izobraževalne je potrebno plačati mentorsko uro, nekatere pa so na voljo brezplačno. Tudi letos vas medse vabimo z pestrim naborom učnih vsebin. Nekatere omenila že Slavica, jaz pa bi si dovolila mogoče izpostaviti samo tiste 4, ki so letos na voljo na novo. Več o izobraževalnih programih si lahko sicer preberete tudi na naši spletni strani, se pravi Osrednje knjižnice Celje, pod zavihkom Univerza UTRIO. No, omenjeni 4 programi pa so krepitev psihološke odpornosti in dobrega počutja. Program bosta vodila psihoterapevtka in pa psiholog. Verjamem, da bo izredno zanimivo, saj se boste bodoči slušatelji spoznali z pojmi, kot so dobro počutje in kako poskrbeti zanj, kaj je to tesnobnost, anksioznost, depresija, kako se soočiti s stresi in pa kako rešiti probleme. Potem dolga je tradicija poučevanja tujih jezikov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Letos kot novost ponujamo kitajski jezik in kulturo. Že samo ime krožka pove, da ne bo šlo za golo učenje jezika, pač pa vas bo mentorica seznanila tudi z kitajsko kulinariko, umetnostjo, vsakdanjim življenjem in še z marsičim zanimivim.
Za vse tiste, ki vas je vedno zanimalo, kaj dela najpomembnejše drame, opere, simfonije, klasične evropske umetnosti tako zelo zanimive in pa vsele aktualne, smo za vas razpisali zgodovino odrske umetnosti. Pripravljamo pa tudi prenovljen zeliščarski krožek, ki ga bo vodila izkušena zeliščarka. Ne boste samo spoznali zdravilnih rastlin, ki rastejo v naši neposrednji okolici, pač pa se boste preizkusili tudi v pripravi pripravkov, mazil, krem in izvlečkov. Kaj reči za konec? Toplo vabljeni v našo družbo in če lahko uporabim letošnji najnovejši slogan, odenite jesen življenja skupaj z nami v najlepše barve. Pa upam, da kmalu na svidenje.